Punce živijo, fantje tudi živijo. Danes bomo posneli en jesenski, tak malo bolj težek make-up, v smislu težek, veliko več make-upa bo na obrazu in zraven se bomo še malo pomenile oziroma počekale. Tako da, dajmo začeti. Seznam vseh izdelkov bom objavila na svoji strani lepaafna.si. Tako če bo kdo ferbčan, kaj sem nanesla na obraz, lahko tam prečekira. Bo pa link direkten do izdelkov, torej pod videom. Ok, hotela sem se predvsem usedeti danes zato, ker se je zgodilo toliko enih stvari in sem jih hotela ohraniti na enem mestu. Če ste slišali vrtanje, dejansko se dogaja vrtanje, ker sosedi prenavljajo, tako da ne moramo kaj dosti narediti, ampak upam, da nas ne bo motilo. Skratka, meet and greeti so se dogajali v oktobru v DM-u. Ne da vas je prišlo ful veliko, ampak vas je prišlo malo morje. Tako da sem rekla, da se še enkrat zahvalim v svojem videu vsakmu, ki je prišla me stisniti, pozdraviti. Toliko enih luštnih daril ste mi prinesli, vse sem shranila v eno škatlo, tako da sem rekla, sem se že hecala, da na stara leta bom svoje vnuke in sinove hčerke, ne vem kaj bom imela, prosila, da mi to berejo in kažejo in odpirajo in so cute! Dobila sem celo svojega novega prijatelja od ene od Afnic, Božota. Cute! Božo je nov član, torej afnaste družine, prenaša vse moje afnaste simptome, zelo dober, me posluša, nič ne govori, sam posluša in točno enega tazga prijatelja sem rabila. Božo, kje boš? Kam te dam? Te dam kar zadaj, da ne boš pol ti v fokusu na koncu. Tako da, zdaj se moram spomniti še neko stvar za malo moje odrasle afnice, ker na YouTubeu me ne gledate samo najstnice, ampak tudi mamice. Tako da sem razmišljala, da bi mogoče že do konca leta kaj ušpičila tudi za mojo malo starejšo ciljno publiko. Tako da seveda spremljaj moja socialna omrežja, ker če bo kaj na to temo, bom tam objavila. Mislim na vse. Podlaga pa gor. Evo, multitasking. Level pro. Naslednja stvar je, da pripravljam, naslednja stvar je korektor, kar se tiče make-upa, in pa naslednja stvar je, da pripravljam eno novo zadevo v svoji trgovini. Namreč, skoraj eno leto nazaj je že od takrat, ko sem v bistvu naredila afnasto skodelico. Rada gledam vaše slike, eni jo uporabljate za čopiče, tako kot jaz, takole. Eni pijete iz nje redno čajček doma, po službi, kakorkoli. Tako da zdaj v kratkem prihaja nova stvar za moje afne, vse afne. Mehne, velike, še večje. Tako kot skodelica nič ne omejuje, lahko jo uporabljate seveda tudi fantje. Tako da, ko mi čakam, zdaj iščem še nekako najboljše možnosti, da bom res maksimalno zadovoljna, ker sam na ta način boste lahko vi maksimalno zadovoljni. Tako da še nekaj časa mogoče bo trajal, ampak probala bom, da ta naslednja stvar pride do konca leta. Res upam, da mi rata, če ne, pa takoj začetek novega leta, 2018, oh my god. A lahko že, mislim, kam gre ta čas? Ne vem. Ful se hitro vse odvija, včasih kar malo težko dohajam in ne samo, da se teden prelevi v naslednji teden, ampak meseci se dogajajo tako hitro. Čez par dni, v bistvu danes smo 8. Čez 9 dni grem na operacijo dioptrije. Držite pesti, da bo vse v redu. Mislim, niti nočem razmišljati, da ne bi bilo v redu, ker to so strokovnjaki in konec koncev me ne rabim skrbeti, ampak ja, vseeno so učki, malo te je strah, gremo v Zagreb, v kliniko Svetlost in valjda bom poročala tudi o tem, kako je šlo. Ne pozabiti nase in si vzeti čas za stvari, ki jih imaš rad, ker življenje gre prehiter, prehiter. Tak tempo imamo nor, da ne pozabimo na stvari in ljudi, ki nam pomenijo in si vzamemo čas in uživamo v teh stvareh. Tako da, to je to.
November je, december bo kmalu. Obožujem december. Naredila bom kar nekaj božičnih videov. Mislim spet propeljati nazaj Žana in Anžeta v en special video, ko mi čakam. Ful bo lušten, se bomo smejali. Ne smem povedati več, ker pol nam presenečenje, ne? Ja. Včeraj sem bila na nohtih, obožujem svojo novo barvo nohtov. In mi je Ines, ki mi dela nohte v Vicky's Placeu, povedala eno super stvar. Je rekla, veš, vzela bom za nov let posodo in v to posodo bom dajala same dobre stvari, ki se mi bodo zgodile čez cel let. Torej vzela papir, odtrgala, napisala, kaj se je zgodilo, mogoče tudi datum gor in dala v to posodo. In potem, ko bo novo leto, vlečeš te listke ven in se spomniš in rečeš, wow, kaj vse sem doživel, lepga, ne, ker grdga. Zakaj bi si dajal grde listke, grde opomnike na grde dogodke? Ne. Tako da bom verjetno tudi jaz zdaj z novim letom začela v skledo metati dobre dogodke. Ok, zdaj smo pri obrveh, tako da uporabljam novo zadevo, sem jo zadnjič kupila od Maybellina, Brow Precise, in sicer zmanjkalo mi je mojega Nixovga, ki je bil fantastičen, tako da upam, da bo zdaj ta enak dober. Ok, obrvi, čekaj, fokus, 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 fokus. Rada imam tanke svinčnike, zato si lahko bolj natančen. Sploh me punce, ki si narišemo obrvi in pač so vse dlačice tako zelo bolj vidne, ne, narisane. Ampak mi ni tako zelo všeč bil kot moj Nixov. Mogoče ga moram še kdaj sprobati, ne. Sicer pa, naslednji video sem mislila posnet, odkar sem se opekla z likalnikom, ne, si naredila poškodbo na trebuhu. Sem kupila nove pripomočke za lase, ki jih obožujem, iskreno najboljše stvari na svetu. Tako sem mislila narediti en nov video updaten, kaj torej uporabljam za oblikovanje svojih las in pa kaj uporabljam splošno za svoje lase. Pa imam pa že spet en izziv pripravljen. Yes. YouTube scena v Sloveniji ima občutek, da se ful razvija s svetlobno hitrostjo. Lepo je videti pravzaprav, da je ratalo vse to toliko veliko in popularno. Skozi več v bistvu dobim tudi vprašanj na to temo, glede YouTuba, glede s čem urejam, kako sem začela. Tako da sem mislila, da bi mogoče posnela en video na to temo, če bi vas zanimali. Lahko mi spodaj pod tem videom pustiš svoje vprašanje, torej glede YouTuba, če tudi sam razmišljaš, da bi začela z nečim, mogoče s snemanjem videov. Tako da, če imaš vprašanje zame, mi ga lahko zapišeš, brez cenzure, kakršnokoli vprašanje, povezano z YouTubom, s kariero, whatever. In če bo dosti vprašanj, oziroma če bom videla, da je smisel posneti en celoten video na to temo, zato da vam pomagam, bom pač to naredila, ne? Itak. Za moje akne. Ok, vrtajo. V bistvu bom naredila en tak rdečkast look, rdečkasto rjav. Milani paletka, ful pigmentirana. Zdaj občutek, da vsi snemajo neke izzive in ko začnejo vsi nekaj delati, pol meni kar ni več všeč. In vrata malo boring. Tako sem rekla, da danes absolutno naredimo en make-up, malo čveka. Mogoče pol spet kak izziv. A ne? Anžeta čakam, da pride domov, da skuhala kosilo in potem greva po opravkih. Sem malo te rdeče barve zgubila, tako da grem nazaj. Mac prihaja naslednji teden v City Park v Ljubljano. Kar nekaj hajpa je, ne, okoli znamke Mac. Mac je pravzaprav super znamka, ampak imam občutek, da danes, ko je že toliko veliko znamk super, za mogoče manj denarja, da nam puncam to hkrati pomeni tudi malo več.
da se motim, meni to pomeni največ. Tako da, MAC definitivno super, da pride, ker več izbire, več možnosti, ko imamo, boljš. Ampak ne vem pa, če bo ta hype držal res toliko dolg časa. Na začetku ja, pol pa bomo videli. Vsekakor ni toliko boljša znamka od ostalih, ki jih lahko dobimo, mogoče tudi za kak evro manj. Moje mnenje. Grem s črno senčko, tik ob trapalnicah in pa tako, kot da bi narisala eyeliner in potem s čopičem vse skupaj zabrišem, zato da dobim tako mehko linijo. Charlie Bible ima novo paleto, že omenila v svojem favorites videu. Vzamem tole bež barvo in grem pod lok obrvi. Take bež senčke so pravzaprav super, zaradi tega, ker pobrišajo vse tiste drobne napakice, oziroma tako služi v bistvu, ko je ena redirka. Če imaš dobre čopiče, pravzaprav že čopiči naredijo pol dela namesto tebe. To vidiš šele takrat, ko si enkrat uporabljal slabe in jih potem zamenja z dobrimi in si delal prej isto in zdaj delaš isto, ampak rezultat je pa čist drug. Tako da investirati v dobre čopiče se splača. Ok, ker je jesen, seveda absolutno lahko uporabimo malo več contouringa. Yes. Ravnokar sem opazila, da so obrvi zelo svetle, tako da jih bom zapolnila še dodatno z telim izdelkom Lash Brow, ki sem ga omenila tudi v videu svojih izdelkov, ki jih obožujem. Moj je v odtenku Hot Cappuccino, vam pokažem, kako ga v bistvu uporabljam. Otresem zadevo, zato da ne popada povsod in samo nežno povlečem v obrveh. Zakaj nežno? Zato, ker je res ful pigmentiran. Da bomo lahko tudi videli desna obrv, leva obrv. Yes. Sem rada svoje obrvi močno poudarjene. In bolj s tole krtačko, ko se malo počešam. Evo, in to je v bistvu čas, ki ga porabim na svojih obrveh, ko uporabljam ta izdelek. Much better. Ok. Contour like a pro. Blusher od Essenza Satin Blush. A damo še malo highlighta? Tega le bom dala, zlatega. Veliko vprašanj dobim na temo, kako sploh nositi mat šminko. Moj nasvet je, da preden jo naneseš na usta, si narediš en peeling, lahko tudi en večer prej, sploh ni važen. To lahko narediš z zobno ščetko, lahko z malo medu daš v šalčko, cukra, zmešaš in podrgneš, narediš eno tako masažico. In potem, preden začneš z make-upom, bi moj nasvet bil, da naneseš na usta en oljček oziroma zelo tak negovalen balzam. Na koncu, ko pride še šminka na vrsto, bojo tvoja usta najbolj pripravljena možno na seanso z mat šminkico. Res je, da so mat šminke take zelo suhe, zato še posebej, če tvoja usta niso ustrezno pripravljena pred nanosom mat šminke, lahko dobiš še hitreje potem tiste črte po sredini in pa videz razpokanih ust, kar pa seveda nočemo. In to je pravzaprav končni look, moji lasje. Naslednjem videu pričakuj, da bo nekaj v zvezi z mojimi lasmi. Ne se pozabiti naročiti tukaj. Gledamo se v kratkem in do naslednjič. Čau!